Mogoče ste slišali, da Univerza Maribor je padla na svetovni oziroma evropski lestvici iz prvih 200 oziroma 300 med 2000. Za univerzo delno odgovoren rektor, delno pa jaz mislim, da je tudi mogel biti župan, ker vseeno gre na zgled mesta. Kaj se da tu narediti? Dajmo tako začeti na začetku. Te mednarodno primerljive lestvice so sestavljene na podlagi enih parametrov. Zato slovenske univerze že v štartu ne morejo doseči enih stopenj, ki jih lahko katere druge univerze, recimo glede starosti univerze, glede teh mednarodnih programov, certificiranih in tako naprej. Sama velikost univerze namreč tudi določa njeno, rečemo, sposobnost za razvoj. Dejstvo je, kar se kaže v primerjalnih študijah, da na tehničnem področju Mariborska univerza je dobra univerza. Ima pa pač težave, ki jih imajo univerze te starosti v takšnem mestu, kot je Maribor. Jaz ne bi smatral, da je univerza slabša, bi pa se strinjal z tistimi, ki imajo močne pomisleke, kar se tiče bolonjskega izobraževalnega procesa, ki je najbrž vas mlade zakaj prikrajšal za kakšno dodatno znanje ali pa kakšno izkušnjo, ki bi jo lahko pridobili z klasičnim sistemom, kot smo ga mi imeli. Ampak vseeno univerza producira izobražene mlade, ki dejansko delujejo morda v tej občini in je to pomembno. Kaj lahko mladi dajo nazaj občini, če lahko da občina nekaj mladim? Glejte, Maribor se bo dobro razvijal, ko bomo z roki to problematiko obravnavali. To nista dve ločeni zgodbi, občina, mladi, stari, vsi smo ena skupnost. Zdaj, na vsak način mora občina spostaviti normalno komunikacijo z univerzo, predvsem z tega razvojnega vidika, ker univerza je kreator bodočega razvojnega znanja, inovativnosti in novega podjetnosti. Tukaj mora župan prevzeti svojo odgovornost, ampak to je se pravi odgovornost za razvojno platformo, katere univerza je zgolj en člen. Tu so še drugi faktori, podjetni sektor, nevladni sektor, zainteresirana javnost, okoljevarstveniki, da jih samo nekaj naštejem. In vsi ti in njihovo sodelovanje bo krojilo našo bodočnost. Vsi, oziroma večina županskih kandidatov poudarja svoje lastnosti, svoje prepričanja. Katera so pa tista znanja, ki jih mora dejansko župan imeti, da vse poteka gladko? Glejte, župan je politična funkcija, to je treba pošteno povedati, ampak prednost pa ima seveda župan, ki pozna tudi stroko. Stroka v Mariboru se pa mora skoncentrirati na razvoj. Mislim, da v drugih delih, administrativnem delu, smo bili kar uspešna občina, kar se pa tiče na razvojnem področju, smo pa vse skozi zaostajali. To na vse zadnje, vi tu sami čutite, vse statistike to pravijo. To se pravi, prednost za župana je, če pozna razvoj. Drugi predpogoj za župana, da bo lahko dobro delal, pa da zna ustvariti komunikacijo z skupnostjo. Zadnjima dvema županama to ni uspelo, en se je za skupnost skregal, drugi pa je na nivoju skupnosti bil izvoljen, pa jo je razočaral. Jaz pa vem, da en stabilen razvoj ene družbe, takšne mesta kot je Maribor, bo lahko samo toliko močan, koliko bomo med sabo povezani. Najlepša hvala.